V Sloveniji je bilo v zadnjem desetletju na leto od 1000 do 2000 večjih in manjših požarov v naravi, v sušnih letih celo blizu 3000. Njihovo število in obseg sta odvisna od vremenskih razmer in vrste vegetacije, predvsem pa od osveščenosti ljudi in njihovega odnosa do narave. Že otroke bi morali dobro poučiti, kako usodne so lahko posledice igranja z ognjem, saj največ požarov v naravi povzročijo odrasli, s kurjenjem na prostem zaradi nepazljivosti, malomarnosti ali nevednosti. Drugi pogosti vzroki so še udar strele, iskre vlaka, odvrženi cigaretni ogorki. Za slabo polovico požarov pa vzroki niso znani. V Sloveniji so požarno najbolj ogroženi gozdovi črnega in rdečega bora ter grmišča na Primorskem, po vsej Sloveniji pa prisojna pobočja v Sredogorju. V naravi največkrat zagori februarja in marca ter julija in avgusta. Zaradi hitrega odziva centrov za obveščanje, gasilcev, sodobnejše opreme in pogostejšega učinkovitega gašenja s helikopterji Slovenske vojske se obseg površin, ki jih je prizadel požar, zmanjšuje. Zato je manjša tudi škoda. Zaradi suhih kraških tal, kraške burje ter opuščanja kmetovanja so posebej ogroženi gozdovi, vasi in zaselki na Krasu. Odpadke in suho travo na poljih ter vrtovih lahko sežigate le podnevi ob stalnem nadzoru, predvsem pa nikoli v vetrovnem vremenu. Če sežigate večje količine naravnih odpadkov, je o nameri dobro obvestiti center za obveščanje na telefonsko številko 112. Pri roki je vedno treba imeti pribor za gašenje. Kraj sežiganja mora biti oddaljen vsaj 100 metrov od zgradb, najmanj 50 metrov od javnih prevoznih poti ter najmanj 20 metrov od gozda. Kadar je razglašena stopnja velike požarne ogroženosti, pa je uporaba odprtega ognja v naravi povsem prepovedana in tudi kazniva. Če v naravi zagori, se nikar lahkomiselno ne igrajte z ognjem, ampak ravnajte skrajno previdno in se lotite gašenja samo, če požar ne presega vaših zmožnosti. Sicer pa čimprej pokličite center za obveščanje, ki bo na kraj požara napotil gasilce. Vedno sporočite, kdo kliče, kje gori, kaj gori, obseg požara, tudi informacijo o poškodovanih ter kraj, kjer boste počakali gasilce. Ogenj poskusite pogasiti sami, samo če ne ogrožate svoje varnosti, in sicer s priročnimi gasilnimi sredstvi, z vodo, brinovimi ali smrekovimi vejami ter z zemljo ali peskom. Previdno torej z ognjem, saj požar v naravi ne uniči le lesne mase, temveč ves rastlinski in živalski svet. Če opazimo, da se požar širi hitreje, kot ga mi lahko gasimo, zlasti pa, ko vidimo, da zajema višje rastlinje, pod višje rastlinje pa smatram že suho travo, nizko grmičevje, brez odlašanja poklicimo gasilce. Bolje pol minute prekmalu, kot minuto prepozno.